Občina Krško svojo stanovanjsko politiko sprovaja preko družbe Rudar Senovo, katerega 99-odstotna lastnica je. V lasti ima 51 stanovanj, od tega je 40 stanovanj neprofitnih in 11 kadrovskih, in sicer v Krškem, na Raki, Senovem, Reštanju, Velikem Trnu, v Podbočju, Leskovcu pri Krškem in Brežicah. Povprečno med 40 in 50 stanovanj oziroma prosilcev je vedno na teh razpisih, na voljo letno nekje 6-7 stanovanj. Tako da vedno ostaja nekje med 40 in 50 prosilcev v čakalni vrsti. Se pravi, logika je, da bo potrebno nekaj pojačati gradnjo tovrstnih stanovanj. V občini Krško je sicer okoli 10 tisoč stanovanjskih enot, od tega jih je velika večina v zasebni lasti. In tisto, kar je v lasti občine oziroma njenih povezanih družb, je relativno majhno število, dodaja krški župan. Je pa res, da se gradijo tudi stanovanja, kot so recimo varovana stanovanja, namreč ravno v tem trenutku se gradi objekt z 29 stanovanji, od česar bo 14 v lasti občine, 15 pa v lasti stanovanjskega sklada. Plus tega družba Rudar gradi nekaj stanovanj v vrstnih hišah pri bivšem samskem domu Pionirja in še bi lahko našli kakšen primer. Prioritete in cilji stanovanjske politike občine so predvsem trajna zagotovitev najmanj 40 neprofitnih in službenih stanovanjskih enot za oddajo v najem, pridobitev najmanj 15 dodatnih stanovanjskih enot za oddajo v najem med letoma 2020 in 2025 ter v vsakem nadaljnjem 5-letnem obdobju, izvedba javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem vsaka 3 leta in zagotovitev čim večje zasedenosti razpoložljivih stanovanjskih enot. Svetnik Dušan Dornik meni, da je stanovanjska strategija pomembna, a premalo agresivna, vsaj kar se tiče mladih družin in mladih. Tako je na področju Krškega, kar že ves čas opozarjamo, da praktično stanovanja premanjkujejo, seveda, ker je ponudbe malo, predvsem kar se tiče najema, so cene tudi višje. Zato jaz mislim, da je strategija malo gre v napačno smer. Mislim, da bi občina mogla tukaj veliko več prispevati v nova stanovanja, da se dajo mladim v najem, kajti na drugi strani imamo pa odtok mladih možganov v druga mesta. Občinskim prostorskim načrtom smo ugotavljali, da je parcel, ki so namenjene za gradnjo, zelo veliko. Imamo skoraj 6 tisoč parcel za gradnjo, se pravi individualno gradnjo. Je pa res, da je prevladujoči tip reševanja stanovanjske problematike individualna hiša. Večina naših prebivalcev si želi rešiti svoj stanovanjski problem s stanovanjskimi hišami. V manjšem delu, cirka 4-5% ljudi, pa si želi ta problem rešiti z najemom. Namreč te podatke smo dobili pa z anketo, ki smo jo izvedli v fazi priprave tega stanovanjskega programa. Na osnutek dokumenta lahko svetniki in zainteresirana javnost podajo pripombe in predloge v roku 14 dni.